Torej, spoštovani poslušalci in gledalci današnje študijske predstavitve strategije akcijskega načrta za trajnostni razvoj območja Bohinjskega jezera oziroma Bohinjske jezerske sklede, kot smo jo poimenovali, ker boste videli potem v nadaljevanju. Gre za enega, po mojem mnenju, bolj pomembnih dokumentov, ki ga sprejemamo v letošnjem letu v Bohinju. In sicer gre za to, da z dokumentom jasno začrtamo smer in vizijo razvoja tega pomembnega dela občine Bohinj. Kot veste, v zadnjih letih je turistično gospodarstvo oziroma turizem sam po sebi rasel kar z veliko hitrostjo. Samo v 10 letih, kot boste videli, smo v Bohinju podvojili število nočitev. Seveda, skladno s tem se je tudi pritisk na to območje Bohinja, se pravi na samo jezero, izjemno povečal. Občina Bohinj v zadnjih letih pripravlja številne akcijske načrte za nekako umiritev predvsem motornega prometa na to območje. No, mi pa, torej Turizem Bohinj, pa se je odločil, da pripravi še en malo bolj poglobljen načrt razvoja tega območja Bohinja, ki bo, tako upamo in si seveda želimo, vplival tudi na različne dokumente, ki nam, kakor že obračamo, kreirajo naše vsakdanje življenje, predvsem bodisi na odloke, ki jih sprejema občina Bohinj, lahko pa tudi na celo na nekatere zakonske podlage, na podlagi katerih pravzaprav občina Bohinj te odloke svoje sprejema. Najprej nekaj o cilju projekta. Torej, seveda gre za obseg in način izvajanja turizma na tem območju. Mi smo se že pred več kot 20 leti odločili, da absolutno Bohinj ne vidimo samo Cerkvenskega Janeza z mostom in pa jezera, ampak v njeni celi geografski veličini. Veličini pravim zato, ker je Bohinj zelo velika občina v Sloveniji. Torej, če malo ponazorim, občina Bohinj je za nekaj kvadratnih kilometrov večja, kot je Malta. Na tem območju v Bohinju živi 200 Bohinjcev približno, na Malti pa 500 000, pa veste, kakšne razsežnosti so in kakšen velik prostor je, pa kljub vsemu so določeni deli Bohinja, ki pa so pod velikim pritiskom posebej turistične dejavnosti. Potem drugi cilj je bil dejavnosti. Želeli smo opredeliti dejavnosti, ki so na jezeru. Te dejavnosti smo natančno pregledali in tudi, kot boste videli v nadaljevanju, dali neke smernice, kako te dejavnosti v nadaljevanju razvijati. In pa želeli smo podati neke smernice za to, da bi prišli do izračuna nosilne zmogljivosti tega območja. To je v zadnjih letih kar velike napore vlagajo številne destinacije v izračune nosilne zmogljivosti bodisi kulturnih, bodisi naravnih znamenitosti, in tukaj poskusi na tem območju, na širšem območju Narodnega parka oziroma Julijskih Alp so bili že narejeni, recimo, če samo omenim Vintgar, pa je potem tudi tudi zdaj se tudi pripravlja za Tolminska korita, za Slap Savico. Ampak tukaj gre seveda za zelo usmerjene tokove obiskovalcev. Ko pa govorimo o nosilni zmogljivosti enega tako velikega območja, kot je območje Bohinjskega jezera, so pa seveda popolnoma drugačni parametri, in te smo želeli vzpostaviti oziroma postaviti neke vrste temelje, zato da bi vseeno prišli do enega izračuna v prihodnosti, ampak ta izračun absolutno ne bo lahek. Zdaj, kako smo tega se lotevali? Normalno je pri vseh strategijah, da to v čim večji možni meri vključujemo deležnike oziroma tiste, ki so neposredno, torej organizacije, posameznike, društva, ki so posredno in neposredno povezani z obravnavano tematiko oziroma v tem primeru z obravnavanim območjem. In pa seveda želeli smo pripraviti neke strokovne podlage, in to je pravzaprav v bistvu tega dokumenta, strokovne podlage, kot sem že omenil, zato da bo lahko občina, tudi Triglavski narodni park, pristopila k konceptom oziroma k razvojem oziroma k pripravi občinskih odlokov ali pa celo, seveda, da bo ta dokument tudi vplival na načrt upravljanja Triglavskega narodnega parka. Mogoče pa celo v kakšnih merih tudi bo lahko zanimivo gradivo tudi za spremembe zakonov, ki se neposredno tičejo ali pa dotikajo Bohinjskega jezera.
No, tukaj gre za to samo, da nekako predstavimo, da to delo ni bilo tako lahko, tudi ne tako kratko. Seveda je vmes se pojavila potem že ta COVID situacija, ki je dodatno nekako, lahko rečem mirno, tudi usmerila naše drugačno razmišljanje, kar se tiče turizma. Posebej, kar se tiče turizma in pa drugih dejavnosti, ki opredeljujejo to območje Bohinjskega jezera. In zdaj to ne sliši zelo čudno, ampak na nek način je bil pa to vse en tak pozitiven moment, ker smo enostavno možgane zaradi situacije COVID drugače naravnali. Zdaj, izhodišča strateška zakonodajna, dejstvo je, da tukaj je veliko zakonodaje, ki določa torej razvojne spodbude, razvojne vizije, tudi varovanje in ohranjanje narave tega območja in kulturne dediščine. Seveda veliko teh zakonov je sprejetih že in to so pravzaprav tisti naši temelji, na katerih pač gradimo tudi to našo strategijo. Seveda osnovni je ta zakon o Triglavskem narodnem parku in načrt upravljanja narodnega parka. Potem sta tukaj dokumenta, kar se tiče same občine, en je strategija razvoja občine do 2025, potem strategija razvoja turistične destinacije Bohinj. Tukaj je celostna prometna strategija, ki zelo močno se dotika same jezerske sklede. Tukaj so potem mobilnostni načrti in akcijski načrti za mobilnost v tem območju, ki je sigurno že nekako predrugačilo vsaj razumevanje tega območja, v prometnem smislu govorim. Potem pa so tukaj tudi odloki, ki so pa sigurno tisti, na kateri pač ta dokument računa, da bodo v prihodnjem lahko, torej da bomo skozi njih lahko uresničevali zastavljene cilje tega dokumenta. Dejstvo je, da je to območje, kot ga tukaj vidite, del širšega območja, torej biosfernega območja Julijske Alpe, enega izmed biosfernih območij. Na tem področju se že več kot 30 let povezujemo tudi z drugimi občinami, zato bo dokument, sem prepričan, skoraj da tudi vplival na vse na razmišljanje, ne tudi eventualno podobne razvojne strategije drugih območij ali pa drugih jezerskih območij oziroma podobnih območij v celem območju Narodnega parka oziroma Julijskih Alp. No, to je to območje, kot vidite, biosferno območje, tukaj je 10 občin, to zeleno, torej območje Narodnega parka, temno zeleno, torej pa osrednje območje Narodnega parka. Zdaj, jezero, kot boste videli sami, je dejansko pravzaprav čisto nekako na vstopu v ožje območje Narodnega parka. Istočasno, kot smo pripravljali to strategijo, smo pripravili tudi novelacijo razvojnega načrta biosfernega območja Julijske Alpe, tako da so dejansko dva procesa tekla vzporedno, kar je zelo dobro, enostavno, ker tudi ta dokument, ki bo nekako vplival na razvojne usmeritve širšega območja, je pomemben del naše prihodnosti. Tako da dejansko smo lahko potem povezovali različne spoznanja, ker smo enostavno razmišljali ne samo vedno ozko območje, torej ozko samo za Bohinj ali pa samo za ta zahodni del Bohinja oziroma te jezerske sklede, ampak enostavno to vedno postavili tudi v širši kontekst celega biosfernega območja Julijske Alpe. Zdaj, tukaj seveda začenši z nekaj številkami, radi se pač tudi turistični delavci pohvalimo, da gre za največje stalno sladkovodno jezero v Sloveniji. Tukaj imate nekaj zanimivih podatkov. Bohinjci radi rečemo, da je vode sicer za en škaf, če je ta škaf zadosti velik, tako malo hudomušno. No, ampak jezero je zelo živo, je zelo čisto, lahko rečemo, in seveda ni čudno, da je pravzaprav ena mogoče najpomembnejših ali pomembnejših naravnih znamenitosti v Sloveniji. Zdaj, kako smo videli to območje jezerske sklede, že ob tem smo se veliko pogovarjali, ta geografski pojem ali izraz, že tukaj smo pač imeli zanimive debate, no mi smo se potem odločili vseeno, da govorimo o jezerski skledi.
Ampak, kar se mi zdi zelo pomembno iz tega slajda ven je, da seveda to območje obravnavamo kot izjemno naravno okolje. Seveda tudi ga obravnavamo kot izjemno območje z izjemno kulturno dediščino. Nazadnje imamo tukaj eno najstarejših cerkva ali pa vsaj iz vidika kulturne dediščine sigurno najpomembnejši kulturno-zgodovinski spomenik cerkev svetega Janeza. Kar je bil ta nov mogoče premislek, ki smo ga imeli mogoče samo skritega nekje v malih možganih, je to, da je to pravzaprav tudi kmetijsko območje. In tukaj se navezujem še najpomemben dokument, ki je nastal v zadnjem letu v občini Bohinj, to je strategija razvoja kmetijstva, in ponovno se je to nekako peljalo vzporedno, ampak da razumemo zdaj jezersko skledo kot kmetijsko območje, je mogoče za marsikoga zelo, če ne drugače, vsaj čudno. Jaz se še spomnim, danes tega je seveda zelo malo, ampak da pač so na severni obali jezera, če si šel včasih kopat, si tudi potem bil lahko deležen obiska kakšne krave, ki je prišla vodo pit. Tega zdaj toliko ni več v zadnjih letih, mi pa si tega želimo, ravno to dejansko ponovno jasno prepoznati, da je to tudi območje, tudi kmetijsko območje. Varstvena območja, torej, kot sem že omenil, gre za drugo varstveno območje, torej Bohinjsko jezero s celotnim obalnim pasom, in se pa vseeno nekako dotika, lahko rečemo, kot vidite tukaj zelena barva, pa se pa dotika tudi prvega varstvenega območja, se pravi v neposredni bližini tistega centralnega dela Triglavskega narodnega parka. Kot smo omenili, ključna zakonodaja je Triglavski narodni park oziroma je zakon o Triglavskem narodnem parku, ki to jezero zelo močno določa seveda tisto, kar se sme in kar se ne sme, in seveda tukaj dejansko je bila ena izmed naših izhodišč nadaljnjega premisleka. Tukaj še malo, da vidimo dejansko to širše področje, se pravi ta osnovni pritok, pa ni edini, seveda tukaj največji je slap Savica, jezero ima tudi številne podtalne pritoke, in potem seveda tukaj glavni, torej Sava Bohinjka v nadaljevanju, ki pač nas vodi vse tja do Bohinjske Bistrice in potem naprej proti Radovljici, kjer se druži s Savo Dolinko. Tukaj na kratko povzemamo zakon o Triglavskem narodnem parku, to, kar sem prej rekel, se pravi, kar je dopustno in kar je prepovedano, in to je pač zaenkrat tista osnova, na kateri delamo. Zdaj, osnove, ki narekujejo potrebo po omejevanju za ta turistični obisk, kot sem omenil v zadnjih letih, je turistični obisk tudi v Bohinju, tako kot drugod povsod, izvzemši se leta 2020 izjemno povečal, prišli smo na več kot 700.000 nočitev, če govorimo še o tej sezonalizaciji oziroma sezonskosti tudi bohinjskega turizma, tako kot drugod, potem lahko ugotovimo, da je pač 60, če ne še več procentov nočitev prihodov opravljenih v glavni turistični sezoni, poletni seveda. Zraven prištejemo potem še seveda ta dnevni promet, dnevni pritisk, jezero je vseeno zanimivo za številne, predvsem Slovence, kot tudi območje kopalnih voda oziroma območje za kopanje. Potem je ta pritisk seveda bil v zadnjih letih skozi večji. Zdaj, z različnimi, kot sem omenil že, ukrepi, aktivnostmi smo se v občini Bohinj lotili, to je umirjanje tega pritiska, nikakor ne s prepovedovanjem, nazadnje gre za naravno znamenitost, ki je dostopna vsem in tega se tudi seveda mi zelo dobro zavedamo, ampak kljub vsemu, potreba po vzpostavitvi enega reda, predvsem po vzpostavitvi jasnih pravil igre je enostavno rasla in potem je, kot sem že omenil, tudi potreba ta dokument. Torej, zdaj načrti, ki jih TNP ima, bodi se po zakonodajni plati ali pa v načrtu upravljanja, so jasni, in Triglavski narodni park je že pristopil k izračunu nekaterih zmogljivosti, kot je recimo za Vintgar, Slovenska korita. Zdaj, kot sem tudi že omenil, model ni prenosljiv kar tako, posebej pa ne, če je v igri širše območje
kot je recimo tukaj to območje jezera z njegovim neposrednim zaledjem. Tako da enostavno nek poskus smo naredili, ne, tukajle, ampak to je enostavno zelo zahtevno in težko delo. Torej, nosilnost prostora, ne, je zato, da bomo izračunali lahko ta nosilnost prostora, ne, ali pa, ja, nosilnost prostora, no, temu bi lahko rekli ta občutek za idilo, ne, zdaj, kaj je tisto, kar je lepo in kar dejansko ne povzroča glavobola domačinom in po drugi strani, kar omogoča gostom kvaliteto doživetja, je ena velika težka naloga, ne, tukaj treba številne vidike upoštevati, ne, od okoljskega, družbeno-kulturnega, ekonomskega, seveda, da je to območje vseeno tudi priložnost za gospodarski razcvet, politično participativno, se pravi, kako dejansko stvari potekajo na politični ravni, in potem nenazadnje kakovost izkušnje gosta, življenje ljudi, se pravi domačinov, ki tukaj dejansko neposredno tangirajo na Bohinjsko jezero, in pa seveda varnost in zdravje, in ta skupek teh vidikov šele potem bo lahko pripeljal do enega kolikor zanimivega izračuna. Zdaj, mi smo se potem lotili pa predvsem dejavnosti, ne, ker vseeno je ta dokument nastal z vidika turizma, in nekako pregledali dejavnosti na Bohinjskem jezeru, se z vsemi deležniki tudi srečali, pogovorili, torej predebatirali torej njihovo videnje in pa njihovo videnje tudi kako, torej za naprej, torej v prihodnost, kako si to pač območje, kako ga vidijo, kako ga razumejo, in se dotaknili potem torej dejavnosti pohodništva, kolesarjenja, kopanja, čolnarjenja, ribištva, potapljanja, jadralnega padalstva in pa prireditev. Istočasno pa smo pogledali tudi druge dejavnosti tega območja, ki se dotikajo tega območja, to je predvsem upravljanje prostora, zelo pomembno, ne, se pravi ta intervencija prostorske politike same po sebi. Potem kmetijstvo in gozdarstvo, kot sem že omenil, nazadnje, to območje razumemo tudi kot kmetijsko območje, in seveda, kjer pa občina Bohinj sigurno prednjači v zadnjih letih, je pa ta prometna politika skladno z jasno sprejetimi usmeritvami na podlagi jasno določenih strategij. Kaj obsega jezerska skleda, se pravi torej samo jezero, seveda potem priobalni pas, torej različna ponudba v okolici jezera in pa seveda vodotoki. Torej, to je to območje, ki ga štejemo in ki ga razumemo kot pojmom jezerska skleda. Še enkrat smo pri številkah, ne, ravno to, kar sem prej govoril, ne, se pravi ta neizmerna rast, ne, če vidite tukaj 2008, 320 tisoč nočitev, pa potem recimo, če pomislite, ne, če vemo, da dejansko to obdobje nekako med 2010 in 2013 bilo obdobje, ko so bohinjski hoteli, tisti ključni bohinjski hoteli propadali, ne, pa potem ta neizmerna rast med 2015 naprej, zelo, lahko rečemo, zelo hitra, tudi na področju torej števila nastanitvenih kapacitet, je Bohinj izjemno povečal svoje kapacitete, predvsem tudi na področju privatne in zasebne nastanitve, namestitve, kot so privatne sobe in apartmaji, zelo veliko, seveda, to si pač lahko mislimo, ne, ali pa mislite v neposredni bližini Bohinjskega jezera, se pravi v vaseh, kot so Ribčevlja, Stara Fužina, Stodor, veliko manj potem nazaj proti vzhodu, ne, se pravi proti Bohinjski Bistrici, pa kljub vsemu, ne, in seveda enostavno je to območje, torej tudi iz tega naslova pridobilo vsaj začasne prebivalce. Sezonsko statista, ki nas nekako definira v Julijskih Alpah, tega smo se zelo lotevali tudi z vidika razvoja, torej strategije razvoja turizma v Julijskih Alpah, nagovora, kako dejansko se loti tega velikega vprašanja, ki ni samo vprašanje tukaj tega območja, ampak vprašanje širše slovenskega turizma, ne, se pravi sezonalizacija, ne, ta ozkost, ne, ob dejstvu seveda, da nas čakajo, da je posebej če že vplivamo nekako na večanje števila nočitev v pomladanskem pa jesenskem času, da dejansko pa je zimski čas tisti, ki nas postavlja pred en zelo velik izziv, ne, v luči podnebnih sprememb, v luči ponudbe posebej infrastrukturne podhranjenosti slovenskega turizma, torej za zimske aktivnosti ne govorim, in
težkega konkuriranja potem so italijanskim, avstrijskim in drugim trgom v naši neposredni bližini. Tako da tukaj so kar izzivi. Ja, širši pogled izzivi na obisk območja TNP. TNP se v zadnjih letih zelo veliko ukvarja z analiziranjem obiska, tudi preko raznih aktivnosti, postavitvijo števcev, ki so dejansko prinesli zanimive, predvsem pa včasih tudi alarmantne podatke. In seveda je ta stvar, zdaj, če razvijamo turizem v Bohinju, ali pa tudi v Alpah govorim, je to, kar ves čas tudi sam zagovarjam, nekako potrebno najti ravnotežje med naravovarstvenimi vsebinami ali pa naravovarstvenimi principi, ki so udejanjeni skozi zakon o varstvu narave, kulture in potem skozi zakon o Triglavskem narodnem parku in skozi upravljavca narodnega parka, javni zavod Triglavski narodni park in na drugi strani seveda skozi razvojne usmeritve tega območja. Enostavno je potrebno najti to ravnotežje. Nekako se mi zdi, da se skozi sprehajamo, da je to pravzaprav ena taka dolga vrv nad prepadom, v kateri hodimo in seveda ves čas iščemo ta balans, to ravnotežje in enostavno ga je treba iskati, ker če ne se bomo enostavno prebrnili in zgrmeli v globino. Tako da me zelo veseli, da smo v zadnjih letih vzpostavili še trdnejše sodelovanje, posebej z Triglavskim narodnim parkom, govorim posebej za občino Bohinj. No, to je ena mogoče najpomembnejših slik, predvsem zato, ker tukaj vidite, tukaj smo enostavno res jezero pogledali z vidika vseh uporabnikov tega jezera. Enostavno je tega izjemno veliko. Če se dotaknem samo nekaterih številk, tukaj recimo v neposredni bližini, ali pa to, kar smo šteli še kot jezersko skledo, se pravi še vasi kot je Ribčev las, pa potem Stara Fužina, Ukanc, delno tudi Studorb, je tukaj 761 prebivalcev, ležišč pa kar 4500, pa če vemo še, da jih bomo v naslednjih 2 letih dobili še kar, po mojem, vsaj še 500 hotelskih, potem bo ta številka se približala 500 in mogoče še kaj več, da imamo to območje kar 1455 parkirišč, no in potem nekateri zanimivi podatki. Recimo, sam ta podatek, tukaj gor, kot vidite, severno obalo Bohinjskega jezera, podatki so za 2019, da ne bo pomote, ne za 2020, seveda, ker to je pravzaprav tisto presečno leto, lahko rečemo 2020 pač je nekako popolnoma specifično in so bili podatki nekako napačni. No, samo severno obalo, torej tam so števci, tukaj je bil števec postavljen nekje strani Narodnega parka, skoraj 100.000 ljudi zabeležili. To je neverjetna številka. Če zdaj upoštevamo še recimo, da Vogo obišče 230.000 ljudi, recimo, Slapsovico 150.000 ljudi, kot vidite, da dejansko imamo tukaj potem še pripeljane potniki z električnim čolnom, da imamo tukaj le podeljene dovolilnice, z izplovnim režimom pa pridobivamo potem te številke, so te številke, lahko rečemo, impozantne. Tle še za eno veliko nastanitveno kapaciteto, ki se mu reče Kamp Zlatorog, ki sicer ima določeno nosilnost, pa je vedno ta sigurno krat 3 povečana. Skratka, in vsa ta številčnost vsega tega dejansko v nekaj mesecih samo, potem resnično je to izjemno jezero absolutno pod velikim pritiskom. Pa kljub vsemu, na delavnici, ki smo jo vodili ali pa pripravili skupaj z drugimi organizacijami, ki jezero bodisi raziskujejo ali ga nadzirajo, je vseeno nekako zaenkrat, torej so podatki za Bohinjsko jezero, kar se tiče recimo kvalitete vode ali pa stanje jezera dobro, torej ni slabo, ampak dobro, ampak enostavno kljub vsemu previdnost in neka drugačnost pri uporabi tega jezera je vsekakor potrebna. Torej, na kratko nekaj teh glavnih številk,
mi smo računali približno tam 5000 plavalcev, torej obiskovalcev ali pa plavalcev na območju Bohinjskega jezera, to se pravi v enem dnevu. To so velike številke, pa nekaterih pravzaprav niti ne moremo še torej izračunati, ali pa enostavno ni podatkov, ker toliko ne merimo. No, zdaj ta skica, oziroma ta slika pokaže, kako velik in širok je spekter deležnikov oziroma interesov tega območja, mi smo jih 18 našteli, s katerimi pač smo tudi vodili pogovore, se pogovarjali in s katerimi bomo tudi v prihodnje seveda pri raznih drugačnosti, spremembah in pa uvajanju sprememb, seveda mogli opraviti pogovore. Ampak neverjetno, kar 18 je tistih dejansko direktnih uporabnikov tega območja. No in potem pridemo do vizije. Zdaj, glavno, kar smo si zadali ob razmisleku, tudi po pogovorih z vsemi temi deležniki, je to, da je to res na nek način visokogorsko jezero in je to njegova sigurno prednost pred drugimi podobno turističnimi obleganimi mesti, bom rekel, v sorazmerni, torej na sorazmerni nizki nadmorski višini, 500-600 metrov, da je to vse en visokogorsko jezero in da želimo s tem dokumentom ohraniti to njegovo prvinskost. Tukaj je po mojem mnenju tista ključna beseda, ko lahko z eno besedo rečemo, ja, Bohinjsko jezero bo pač imelo karakter visokogorskega jezera in potem bi se nam mogli cela paleta odpreti zadaj, kaj to pomeni tako na temo, kaj lahko počnemo in kaj ne smemo početi. Čeprav mi smo potem vseeno zapisali nekatere specifične strateške cilje, kot je omejitev in seveda dejavnosti, ki smo jih prej našteli, kar je zelo pomembno in kar je nova forma tudi turizma, novo prepoznavanje, kaj je vloga turizma in to je seveda zadovoljstvo lokalnega prebivalstva. No, to je tisto, kar je novo, kar se mi zdi zelo pomembno, je ta kmetijsko območje, da ga razumemo kot kmetijsko območje. Torej to, da je to naravno in kulturno dediščina, to že ponavljamo že vrsto desetletij in seveda ga tako takšnega razumemo. In seveda nenazadnje je to tudi območje, ki naj obiskovalcu omogoči kakovostno in kvalitetno doživetje. Nenazadnje to pravzaprav tudi turistični delavci delamo, ko hodimo po svetu in predstavljamo z lepimi fotografijami Bohinja, Julijskih narodnega parka, padamo v nezavest od same lepote, ampak dejansko je vprašanje potem, a to obljubo tudi držimo, obiskovalcev, ki se odloči, da bodo naši kraji obiskali. To je eno veliko in pomembno vprašanje. Delovanje principi, premišljeno aktivno upravljanje destinacije, jaz mislim, da tukaj Bohinj ima to premišljeno upravljanje destinacije, pa seveda po drugi strani tudi zelo aktivno, da reguliramo in umirjamo dejavnosti, se pravi ne prepovedujemo, nikakor ne, in da seveda karkoli se že novega zgodi, je to seveda trajnostno umeščanje. Ta trajnostni turizem, jaz ga rad imenujem, pa trajnostni razvoj, jaz ga imenujem odgovorni razvoj, se pravi odgovornost, ker je odgovornost tukaj nekako porazporejena med nas, ki tukaj živimo in med obiskovalci, ki to območje obiskujejo. To je ena stvar, v katero sam osebno zelo verjamem, že 10 let in za mene predstavlja eno pismo in po temu se ravnam tudi v službi, lahko rečem čisto osebna nota, ki sem jo želel slišati tudi v tej strategiji. To je en za moje pomen najboljših zapisov, kako vidimo turizem v Bohinju. Janez Bizjak, dolgoletni direktor Narodnega parka, je to napisal za eno nikoli stiskano monografijo o Bohinju, ampak kakorkoli že ostaja pa. In ta stavek Bohinjcem, preden Bohinj ne ostane obiskovalcem, oaza presenečenja je po mojem ključ do uspeha tudi na področju turizma. In to, da dejansko so to vabljeni gosti, se pravi tisti, ki so radovedni, iskateljski, pristni doživeti, sposobni, sanjavi, pustolovski in so seveda potem do narave in do ljudi, ki tukaj živijo, obzirni, spoštljivi in kulturni, je pravzaprav neka jasna usmeritev tudi turistične destinacije Bohinj. Torej, vizija visokogorsko jezero, prijetno za življenje, ter ustrezno urejeno gospodarjenje in odgovorno obisk, to je pač tista stvar, ki bo temelj, na katerega se bomo obrnili. No in zdaj na kratko še ta vsebinski sklop po posameznih dejavnostih, tukaj bomo malo hitrejši.
Se pravi, mi smo vedno pri dejavnostih pogledali zakonodajo, obstoječe režime, stanje in lokacije, ki so, in potem nekako dorekli, zapisali ključne izzive, cilje in pa ukrepe, ki naj do teh ciljev, oziroma ki ne rešujejo ključne izzive in ki ne odgovarjajo na ključne izzive in ki ne dejansko dosežejo te zastavljene cilje. Seveda ob načelu ohranjanja jezera, se pravi, tukaj ni debate, ob povečanju kvalitete doživetja in seveda ob varnosti, ki bo v tem covidnem času ali pa post-covidnem času postala neka mantra. Najprej kopanje. Zdaj, tukaj je jasna zakonodaja, jasni so obstoječi režimi. Zdaj, jezero je seveda, jezero ne prepoveduje kopanja na nobenem delu jezerske obale, določa pa dve kopalni območji. Eno je v Ukancu, eno pa v Fužnarskem zalivu od Cerkljskega Janeza do konca Fužnarskega zaliva, se pravi začetka severne obale Bohinjskega jezera ali pa te severne, torej poti po severni obali Bohinjskega jezera. Tam se tudi, to sta dve, kjer se tudi dogajajo meritve kakovosti vode. Res pa je, da dejansko drugih, torej da je jezero kot samo po sebi dostopno kjerkoli. Zdaj, ocenjeno število kopalcev, 5000, kot sem že prej omenil, na dan približno, tukaj je ena ocena, ki smo jo zaračunali, ampak to pač seveda variira, to recimo, da je ob res lepem vremenu v času največje turistične sezone. Tukaj še enkrat, se pravi, 2 merilni mesti, tudi označenimi z tablami, kjer dobite pač potem v poletnem času tudi vedno sveže informacije o stanju kakovosti voda, ampak gre samo za dve, ne gre za drugo območje, dobro pa vsi vemo, da je posebej severna obala izjemno zanimiva za kopalce, malo manj ta južni del, ker je pač tudi glavni prometni proti Ukancu, veliko bolj potem tukaj na skrajnem, torej na zahodu jezera, na jugozahodu, pravzaprav od Kempa potem pa še proti Ukancu. Nekaj še fotografij z teh območij, z teh točk, kot smo rekli, lokacije. Kot smo rekli, jezero ni, torej je v dobrem stanju, kljub vsemu pa kažejo te raziskave, da kopalci vseeno vplivajo na ekološko stanje posebej priobalnega pasu, recimo, to se pravi, tako početje, kot ga tukaj na taki sliki vidimo, dejansko to so vse tiste stvari, ki vsekakor vplivajo na kakovost in stanje tudi posebej stanje tega rastlin in živali v tem neposrednem priobalnem pasu. No in potem seveda smo določili ključne izzive, se pravi, ki so sigurno, kako dejansko se lotevamo tega vprašanja v zvezi z gnečo, z gužvo po domače povedano, ta pritisk na jezero, se pravi, ne gre samo za motorni promet, gre seveda tudi za kreme, gre za tujerodne rastline, ki so velika nevarnost lahko, in seveda potem tudi gre za to, kako jezero mi vidimo, se pravi, za ta občutek za jedilo, ki sem ga danes že omenil. In cilji jasni, se pravi, izboljšati kakovost doživetja jezera, potencial za tega ne zmanjšati in ohraniti podobo tega, kar smo rekli, to podobo Visokogorskega jezera. Prav konec tiče bilo jezero ves čas, če bi imelo 5 stopinj, oziroma recimo, rečemo, da ima jezero povprečno temperaturo 8 stopinj skozi celo leto ali pa 10 stopinj, potem bi bila najbrž podoba tega jezera popolnoma drugačna, vsaj v poletnem času. Torej, najprej, kaj pa so ukrepi zdaj, ki smo jih dali v razpravo? Kot sem omenil, ničesar ne prepovedujemo, vse samo usmerjamo, opredeliti moramo ciljno skupino. Se pravi, tukaj imamo tudi nekako predloge, kje bi lahko pa vseeno kopanje celo prepovedali ali pa zmanjšali. Tukaj, kot vidite, pod ukrep 2, se pravi, posebej v to območje sorazmerno zelo iz naravovarstvenega vidika zelo bogato, območje med Kempom in pa med izlivom Savice v samo jezero, to območje Trstičja tam je recimo tako, kjer bi veljalo vseeno tudi pristopiti z jasno prepovedjo. Potem so nekateri drugi ukrepi, ki jih pač nekako želimo
želimo tudi, seveda, s katerim želimo območje, torej jezera, izboljšati za doživetje, ne. Se pravi, tukaj gre predvsem za ta območje, torej Cerkljskega Janeza, ne, zdaj, tega divjanja in skakanja z mostu v vodo in narobe razumeti, napol nagih kopalcev čez most, ne, v neposredni bližini jezera pač ni neka stvar za idilo, no, ali ni nek pogled, ki bi ga veljalo promovirati, vsaj milo. Potem seveda ta zagotavljanje varnosti pod skalcem, tam dejansko imamo pristanično območje, ne, imamo veliko plovil, ne, in tam lahko dejansko seveda pride kakšne večje nesreče. Potem je ta hrup, ne, zdaj v zadnjih letih s to digitalizacijo, ne, je dejansko postal tako, da je dejansko resnično, kot pravi Janez Bizjak, ne za vsakim točilnim pultom, ampak skoraj za vsako brisačo se skrival en zvočnik in je prišlo do kakofonije glasbenih zvokov, ne, in to nikakor seveda ni neko doživljanje tega območja, ki ga obljubljamo gostom in obiskovalcem, ko promoviramo jezersko skledo. Potem so pa še druge dejansko usmeritve, ne, se pravi, predvsem gre za zmanjšanje parkirnih mest, ki je jasno, tudi občina Bohinj nekako jasno določila to smer, da zmanjšujemo parkirna mesta, ob jezerski skledi, povečujemo možnost druge oblike alternativnega prevoza in to je dejansko tisto, h katerim bomo sigurno naprej stremeli. Seveda nam pa gre tukaj tudi za to, da ciljnim skupinam, kot so ovirane osebe, gibalno ovirane osebe, se pravi drugim ranljivim skupinam omogočimo to doživetje jezera tudi v večji meri kot do sedaj. Tukaj smo potem nekako poskušali tudi zračunati eno socialno zmogljivost za kopanje, prišli do številke 3200 oseb sočasno, kar je veliko manj. Zdaj, če pa pomislimo, da je v času glavne sezone tukaj, kot ste prej videli, 4500 postelje, 5000 bohinjcev, pa še 5000 recimo je enodnevnih ali pa 20, kakorkoli že, torej enodnevnih obiskovalcev, potem dejansko je ta pritisk veliko večji. Tako da tukaj bo treba marsikaj razmisliti, kako naprej. Potem je čolnarjenje, torej ponovno zakonodaje, režimi, lokacije. Kot veste, smo v preteklih letih sprejeli odlok o plovnem režimu, s katerim upravlja Turizem Bohinj. Tukaj dejansko po začetnih krčih, predvsem pa po začetnih nerazumevanju strani uporabnikov, tako med domačimi ljudmi, kot posebej tudi med drugimi uporabniki Bohinjskega jezera, smo vseeno nekako dokazali, da plovni režim nikomur ne prepoveduje, ne onemogoča uporabo jezera, ampak poskuša vnašati neka red in neka pravila. Zdaj, to nam v celoti sigurno še ni uspelo, verjamem pa, da lahko tudi z nadgradnjo tega režima pridemo do veliko boljšega upravljanja Bohinjskega jezera oziroma do upravljanja plovnega režima. Ukrepi, malo smo se dotaknili predvsem, torej sigurno gre za to, da bi želeli prepoved plovil, ki niso registrirana za to, po odloku o plovnem režimu na tem jezeru, da opredelimo neko zmogljivost plovil na jezeru in tukaj smo prišli do ocene, kot vidite sami, med 200 in 300 plovil sočasno. Tega je lahko veliko več, smo tudi slikali že v letošnjem poletju, pa lansko leto in tako naprej tudi, kakšna pravzaprav je gneča plovil na Bohinjskem jezeru. Če vse plove, ne govorimo samo o čolnih, o kajakih, kanujih, o ladjih, obeh ladjih, ampak tudi seveda o raznih napihljivih čolnih, napihljivih stvorih, bom temu rekel tako, itd. Torej, mi želimo tukaj seveda okrepiti nadzor nad izvajanjem obstoječega odloka, in vseeno nekako vplivati na to drugačno podobo jezera, ki bo
nekako izkazovala to, kar nekako določa Bohinj, to je njegovo lesarstvo, gozdarstvo, in bi želeli seveda tudi, da se število lesenih čolnov v naslednjih letih poveča, in zato kako bomo naredili, sigurno z nekim ozaveščanjem, pa mogoče tudi s kakšno finančno močjo agencijam, ki dejansko tukaj te čolne izposojajo in tukaj seveda delajo gospodarsko dejavnost. Mi si želimo veliko več take podobe na Bohinjskem jezeru kot zgolj in samo plastike. Kolesarjenje, tukaj ponovno zakonodaje, obstoječi režimi. Mi smo potem, tukaj ne gre za kakšen velik problem, lahko rečemo, mi seveda želimo v občini Bohinj ali pa destinaciji Bohinj spodbujati kolesarjenje brez nadaljnjega, ga razumemo tudi kot eno obliko intermodalnosti, se pravi, alternativnih oblik premikanja, ne z avtom, ampak recimo s kolesom, vendar pa smo vseeno nekako zapisali, da si želimo, da bi kolesarjenje od kopališča na Veglu, se pravi, nekaterega boste poznali bolj pri Kramarju, po celej severni obali Bohinjskega jezera prepovemo. Gre za to, da če želimo to jezero narediti jezero za doživetje, se pravi visokogorskega jezera, potem dejansko tam potrebujemo res eno mir, eno umiritev, eno tišino, sigurno ne nabijanje preko, kot sem že prej omenil, raznih naprav, sigurno je tudi divjanje s kolesi, predvsem eno izjemno doživetje na dveh nogah cele te polovice Bohinjskega jezera. Mislim, da to lahko dosežemo in da je to prava pot. Zato bi smo predlagali, da se ob istočasni ukinitvi nekaterih parkirišč določeno že vsaj tukaj na Veglu namenijo potem pa kolesarjenju oziroma kolesom. Zdaj seveda je bilo tako vprašanje, ki ima kolo za 500 evrov, ali ga bo upal tam pustiti ali ne. Seveda, o tem se bomo še veliko pogovarjali, jaz zdaj verjamem, da bo tudi tako kolo za 500 evrov ob dobrem parkirišču, ki bi ga naredili seveda tam popolnoma varno, ali pa bomo vsaj za to mogli poskrbeti, na vsak način pa ta ideja ali pa ta ukrep nikakor nikakor ga ne razumemo kot to, da bi se kolesarjev v Bohinju izogibali. Potem seveda je ta pa druga plat medalje, pa druga plat jezera, druga stran jezera, pa ta južna obala, tam pa vemo, da imamo velik izziv, gre za glavno cesto proti Ukancu in tam bi si pa želeli, da še več kolesarjev na cesti, je ozka cesta sicer, je izven cesta, izven naselja in iz tega naslova pravzaprav promet ali pa hitrost, torej še niti ne moramo vplivati na hitrost, sigurno pa bo naša prizadevanja šla, da tam umirimo promet ali to pasov za kolesarjenje, predvsem pa, da bi poskušali priti do tega, da bi tam bila tudi z zmanjšanjem hitrosti na tej cesti in mogoče nekaterim drugim ukrepi. In pa seveda komuniciranje, kar bomo na koncu videli, da je pravzaprav najbolj pomembno. Zdaj, pohodništvo je tista oblika, ki je najbolj zaželena, najbolj jasna, ki jo dejansko želimo, da jo tudi samo jezero generira in spodbuja. Tudi tukaj smo pogledali lokacije, število pohodnikov, kot vidite, številka je impozantna ali pa impresivna, 90.000 na leto. Da pa so ključni izzivi, in to so seveda v lastniških razmerjih, da dejansko gre vseeno za to, da bomo treba se veliko pogovarjati z deležniki, oziroma da gre včasih za konflikt med skupinami obiskovalcev in tistimi, ki pač tukaj upravljajo dejavnosti, posebej na področju lesarstva, gozdarstva, kmetijstva. In da je jezeru sigurno omanjka ena zelo dobra zgodba predstavljena v obliki dobre, odlične, vrhunske razstave in tukaj tudi imamo že idejo, da bomo taki razstavi pristopili, ki bo dejansko skozi 365 dni na leto govorila zgodbo ali pa bo govorila zgodbo jezera oziroma bo jezero govorilo svojo zgodbo skozi moderne elemente. Tudi cilji so jasni, tukaj seveda bomo pristopili k tem lastniškim razmerjem. Nekako smo zapisali, da bi bilo smiselno pristopiti kot kupovanje zemljišč, da gre tudi, seveda, v tem primeru se dotikamo zelo ranljivih skupin, da bi želeli, torej, da bi mogli postaviti nekatere točke, ki bi jezero približale tudi ranljivim skupinam, kot so slepi, slabovidni, gluhi, gibalno ovirani in tako naprej.
V zimskem času tudi treba premisliti dejansko, kako bi seveda omogočila doživetje tega jezera tudi v zimskem času, s čiščenjem nekaterih poti izbranih, in pa seveda stalno bo treba spremljati to monitoring izvajati, in pa seveda renaturacija poškodovanih gozdin in pešpoti. Idealno padalstvo tukaj je dejansko zanimivo, gre za to, da dejansko padalstvo, torej v neposredni bližini jezera, imamo vzletišče na Voglu in na Vogarju, eno še Studor občasno, pristanek pa, kot vidite, ob sami neposredni bližini jezera, se pravi v Fužnarskem zalivu. In tukaj smo v zadnjih letih naredili nekatere korake, sklenili dogovor med krajevno skupnostjo, občino Bohinj, izvajalci dejavnosti in turizmom Bohinj, agrarno skupnostjo, tako da ta dogovor je potrebno vsekakor nadgraditi. To smo tudi zapisali potem v predloge. Želimo tudi urediti področje šol, ki obiskujejo Bohinj, to je popolnoma neurejeno področje, torej predvsem tujih šol, ki tukaj pridejo in skačejo, torej še okrepiti sodelovanje z društvom mineralnih padalcev, z agrarno skupnostjo in tako naprej. To bodo pač vsi izzivi, predvsem ravno tako tukaj paziti, da dejansko ne bo šlo tukaj čez meje dobrega okusa tega območja. Pravi, kot vidite, preobrajen vzletišč, potem so seveda ta pristajanje, ki dejansko včasih tudi poseže na druga zemljišča, da tudi lahko s tem primerjala škoda, ne bom govoril, tako da naredili smo nekaj korake, ampak premalo. Potem pa prireditve, smo že skoraj na koncu, torej ključno pri vsemu skupaj je, in to je, da želimo uveljaviti koncept prireditev, ki so predvsem kakovostne, ki nekako omogočajo umirjeno doživetje tega območja, da so to seveda zero waste, to bo kmalu postalo aksiom. Tako da smo prišli nekako do številke 200 do 250 ljudi na posamezno prireditev, gre za koncept manjših prireditev, ob dejstvu ali pa ob izjemah, da dejansko to območje tudi seveda premore pomembno prireditev za Bohinj, ki je identiteta Bohinja, to je Kravji bal. Vse ostale pa nekako sledijo zgledu mednarodnega festivala Alpskega cvetja, manjših, potem tudi zabavnih prireditev, ki jih že imamo tukaj, bodi si v neposredni jezera, na Repičjem lazu ali pa tukaj v ostali Fužini, da so te številke gibljajo nekako v tej višini. Torej, sigurno tukaj popolnoma osebno ne potrebujemo nekih velikih prireditev za tisoče in tisoče ljudi, govorim z izjemo tradicionalnega Kravjega bala. Pomembno območje upravljanja prostora, torej tukaj gre še vse da imamo še 300 greznic v naseljih v zaledu jezerske sklede, da imamo problematiko z čistilnimi napravami v Sredogorju in Visokogorju glede planinskih koč, da ta dejansko ta voda vse dol priteče v to naše jezero in da je k temu treba absolutno takoj pristopati in se je že pristopilo tudi skozi projekt vrhilcev, skozi prizadevanje PZS-ja pa TNP-ja, tako da tukaj nas čaka kar še nekaj izzivov. Potem pa nastanitev, se pravi, gre za kakovost pred količino tega območja, manjše, butično to območje. Pridobili bomo sigurno še, torej nazaj se bo postavil hotel Bohinj in hotel Zlatorog, ki bosta ključna temelja, verjamem, in stebra turistične ponudbe v Bohinju v prihodnjih letih, in potem je tukaj dejansko pomembna kapaciteta tega območja nekako kar zafilana. Gostinska ponudba, torej te obstoječih, kar jih imamo sedaj, ne širimo več in po našem mnenju zadosti, absolutno pa treba izboljšati kvaliteto ne gre samo za ponudbo, ampak tudi enostavno za izgled takšnih začasnih lokalov. Torej, upravljanje prostora vemo, in od načrta upravljanja TNP-ja do drugih, ki to omogočajo, določa. Jaz upam in si želim, da bo ta realizacija OPP1 za območje Podskalce in pa jezer, se pravi cilj območja od Podskalce pa do Spomenika štirih srčnih mož, prišla čim prej v realizacijo. To je podoba Bohinja, podoba turistične destinacije tudi in sedaj to sigurno je nekaj, na kar ne smemo biti ponosni prav. To območje je z mojega zorja popolnoma degradirano, če si zaprete oči in se popeljete v mislih od parkirišča Kristal, tukaj pred Bohinjskemu jezeru in pogledujete levo in desno, potem boste videli, da je to območje, milo rečeno,
prej sem rekel kakofonija zvokov, to je pa kakofonija prostorskega izgleda. In to ne pritiče tako pomembni naravni znamenitosti, kot je bohinjska jezera. Umirjanje prometa, ponovno to, kar počnemo, torej tudi tukaj pišemo mikrobogojnice, mi smo potem dejansko to spremenili in rekli, da bi treba z deležniki doseči en konsens, kaj stori bogojnico na severu Maje narediti, in bomo to dejansko potem tudi k temu pristopili tudi v sodelovanju z ribiško družino Bohinj. No, tukaj nekaj primerov, se pravi, nekih območij, ki jih je potrebno urediti. Tukaj vidite seveda območja Ribčjega Lasa pod Skalico, ki imata že svoj tudi torej načrt tega OPP1, da ta prostor se uredi in da res dejansko izkazuje to, kar pravzaprav tudi jezero samo po sebi je. Tako nekaj primerov. No in potem še ta pomembna tema sprehajalci s psi, in tukaj dejansko ne prepovedujemo tega, zakoni so jasni, območja za pse dejansko pa nekako se bojo mogli vsem delno določiti, ampak še vseeno pes mora biti na povodcu in tako bo tudi v prihodnje ostala. Posebne plaže za pse pa ne bi želeli uvajati, jezero želimo razumeti kot tisto, ki je dostopno prav za vse. No in potem so horizontalni ukrepi, ki pa so zelo pomembni. Najpomembnejša sigurno je ta komunikacijska strategija, za to, da bomo lahko to izvajali. Kot vidite, dejansko gre za številne zdaj, ker je ključno zaveščanje, ker je ključna komunikacija, in tukaj bo močno potreba pristopati tako pri PR dogodkih, kot seveda tudi pri sami komunikaciji s strani turizma. Tako da tukaj bomo pristopili na primeren in dober način. Tako. Študijska predstavitev usmerjanja obiska v jezerski skledi je tudi del projekta usmerjanja obiska v Triglavskem narodnem parku. Hvala lepa.